Opa, 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 opazovalnica, opazovalnica. Ta podcast je zastonj, podpri.si. To je tako, da bi mogel reči, tako se to dela. Efektivnost 100%. Ja, to bo, denar bo drv na kup. Utilitizacija popolna. To je management talk. Ne vem, če ti to poznaš. Ja, jaz tudi ne vem, a poznam to, ali kako se temu reče. Ja, povej. Gledalke in gledalci, tako bom povedal, vi tega ne veste, poslušalke in poslušalci, seveda, vi tega ne veste, ampak malo je manjkalo, pa bi midva bila brez opazovalnic. Sama bi bila kle. Ja. Sama. Anže je rekel, deva začeti snemati. Točno to. In kaj se je zgodilo? Samo dva človeka sta, samo dva sta, kaj se dogaja, pa je bilo že 15 čast, samo dva sta. Čak, kdo je bil živčen? Ti. Ja, jaz sem bil živčen. In potem on meni reče, na private sem imel. Tako da v prihodnje bo opazovalnica tako, da jo bo zase delala, tako ne bo niti snemala. Tako da če bo kdo slučajno kje v bližini, če bo slučajno lahko prisluškoval, kakšna sova bo imela posnetke. To je pa to. In to je tudi to. In ti bo v nekih spisih nekje ležal, vi pa ne. Tako tudi, če ste naročeni, se lahko zdaj odnaročite. Ok, prosim, ne klič Hadiča. Ja. Kaj, čemo še? Ta je tvoj. Ne. Najprej hvala za lepe odzive, da vas najprej pozdravim, kako ste kaj, ponedeljek je, ne vem, kako ga prenašate, eni prenašajo v redu, drugi prenašajo slabše. Ja, že spet ta scena, kjer... Izmed katerih... že to neko ponedeljk, če probaš na to v sredo... To ne funkcionira. To moraš nekaj delati. To je your problem. To moraš ti drugače skoordinirati. Mi moramo snemati v živo, ko gre ven. Se pravi v sredo zjutraj. Ja, ok. To veš, da zdaj to po noč objavim. Znalaš. Ja. Po noč? Ja, tako enih zjutraj v sredo gre se v bistvu objaviti. Ma nekdo že dostop do tega? Ja, v bistvu. Tisti tipka link manually. Ne. Kako pa? Dobijo na svoje feede? Tako, ja. V vse svoje aparate, dobiš, telefone, iPode, iPhone, toasterje. Toasterjih smo tudi, kje smo na toasterjih. Drugač pa ful hvala za res pozitiven odziv na Musko, zato sem se zdaj odločila, da ta Casio kar ostane v aparatu World Headquartersu in je tudi denar podpornikov je šel zdaj za ta Casio. Godler ga je kar sam kupil. Tako. Ampak zdaj samo pa jaz, kako se temu reče, reimbursal po slovensko. Tako je. Poplačati. Poplačati, I guess, okay. Tako da zdaj je to last mreže aparatus in bo pač kle. Tako da zdaj tudi njega ni, moram gledati, ta res ličen. Japonski izdelek. Zdaj ga ljudje vidijo, ne? Ja, ga vidijo na videu. Kje je narejen? Ja, made in China je to narejen, ja. Kje že v provinci Guangzhou ali Shenzhen? Ok, v redu je. Shenzhen je. Shenzhen je vse. Ne, ampak res. To je vse, kar znaš reči. A lahko rečem, a jaz nisem politično korekten, če rečem Kitajska? A se lahko reče Kitajska? Lahko se reče Kitajska. Ja, kva pa ne smem reči pol? Guangzhou? Ne, v redu je. Ne, ok. Ja, pač tako življenje. Kaj pa vi lahko rečete doma pri vas? Ja, moram pa reči, da tako po odzivih mislim, da Cerkvena je nekako prednačila. Ja, tak občutek sem dobil. Ogromno pisem dobil, ki tudi podpirajo Cerkvene. Tako bom rekel. Iz kje pa so bila pisma? Tokrat, te zanima? Ja. Lahko ti povem. A veš iz kje? Male Žablje. Male Žablje. Wow. Tudi iz Malih Žabelj. Ne samo. Tudi iz Malih Žabelj. In jaz imam eno... Že spet še googlati to. Male Žablje? Ja. Pa to je tam pri Nanusu, a ni? Jaz mislim, da je. Tudi Male Žablje ostaje. Male Žablje, pismo iz Malih Žabelj. V Ajdovščini. Evo. Okay. A veš, kaj razmišljam? Zakaj je ta Cerkveni tako priljubljen? Ja. In mislim, da sem prišel do zaključka. Okay. Zaključek je pa sledeč. Tole je ena modulacija, ko je lestvica konc. Potem gre pa, pazi. Opazovalnica. Yeah. To je en varljivi sklep,
kaj ti ne pričakuješ, da se bo tako razvil. Ti bi pričakoval, da gre nekako. Ne? Ti pričakuješ tvoja. Jaz sem že toliko zmeden. Ja, ne, ti nič ne pričakuješ, ti nimaš čuta za to. Ja, exactly. Razložim. Tako kot ti pa Earl Grey. Pač, to so stvari, ki jih imaš tokrat, ko so ti list džajfo. Ampak kaj hočem povedati? Kaj je ta šala? Okay. Pazi. Pčok pričakuje, da se bo razvil v. Ne v tole, malnica, ampak. Malnica. Aha, ja, razumem. On se pa poigra s teboj. Kdo se poigra s teboj? Jaz kot realec. Jaz se večkrat poigram. Sam si rekel, ja, tudi s teboj, ampak ti tega sploh ne veš. Pa še ti pa. Veš, kaj meni ljudje rečejo, koliko imaš ti zega, da si kolega z Juretom Godlerjem? Veš, kaj meni to ljudje rečejo? Saj ene trikrat so mi že to ljudje rekli. To ti rečejo, ampak. Veš, kaj jim jaz rečem vedno? Kaj je moj odgovor vedno nedobže? A je res? A je to res sreča? A so to rekli ljudje, s katerimi sem se že poigral? Dekleta mislim, ne ljudje, pazi. Opazovalnica. A vidiš? Ja. Igrivost, veje iz tvojih prstov in očitno išče kje. V glavnem. Pazi, še en podoben razves je pa tale, ne? Recimo, ko imaš pa pričakuješ, da gre spet nazaj. Lahko gre pa, recimo. Poigraj se, Jure. Pazi, recimo, posluš. Kaj sledi? Še enkrat. Tako, kaj pa če naredim? To so, kako se skladatelj poigrava s svojimi subjekti. Ja, zato te imajo bejbe rade, se mi zdi. Tako se poigram čas. In sta že dobila hashtag no homo. Ja, no homo. No homo. Čeprav najno prijateljstvo je več kot platonsko prijateljstvo, to si upam reči. Ja. Da nismo samo platonska prijatelja, ampak smo malo več. Ne dosti več, ampak malo več. Platonska, to so te definicije tega, kaj je vse zgrešen. Ja. Platonsko, kaj je platonsko? Platon. Dajmo najprej Platona prebrati vsega, pa dajmo polo govoriti o platonski ljubezni. Ja, mi smo pa frenda, čist izključno platonsko. Daj najprej Platona preberati, preden začneš blebetati budala. Ja, a komu zdaj, ko to govoriš? Ja, tem, ki to reče. Tem, ki to reče, ja. Okay. Pa Sokrata, if anyone. Ja. Najprej Sokrata, najprej Sokrata, pol pa Platona. To tudi sovražen, ki ljudje preskakujejo. So pa kar naenkrat na Kierkegaardu. Nehaš fake. Ja, res. Ja, pa poznam ljudi take, ki začnejo blefirati. Še dovolj. Sam nekaj jim povem. Ja, no povej. Ne moreš napisati fuge, če ne znaš osnov glasbe. Kaj, a ni fuga inštrument? Ne, že fuga je glasbena oblika, ne inštrument. Kaj ni inštrument? Ne, smo zihar. Ne, smo kar zihar že. A ni fuga, ne, pa je fuga. Fuga je glasbena oblika, pri kateri nastane najprej glasbena tema, potem se pa pojavi v drugem glasu ta tema in prva tema igra kontrapunkt. Potem se pojavi tretji glas spet z isto temo in ti dve igrata kontrapunkt. Kdo je napisal najboljšo fugo? Bach je napisal najboljšo fugo. Odgovor je vedno Bach. Ne, Anže, to te pa lahko izobrazim, pa tudi tiste študente, ki na Rajžo gredo, ki nas poslušajo zdaj, naši največji fani, pa slučajno ne vedo tega. Fuga je največji intelektualni dosežek zahodnega sveta v glasbi. To je fakt. To so močne besede, To je fakt. Zakaj je to fakt? Zaradi tega, ker nobena od glasbenih oblik ostalih, sploh sonate za klavir, je tako, da ima desna roka melodijo, leva roka pa spremljavo. Kva? Slišiš melodijo, pa spremljavo. To zna vsak. Okay. To zna... Ti z obema rokama znaš marsikaj, torej. Z obema ko pa pride teorija glasbena, ki se imenuje kontrapunkt, ki pa pove pravila, kako lahko nota proti noti stoji, moraš pa to hudičev obvladati, preden lahko skomponiraš na podlagi svojega znanja fugo. In zatorej... Zgubil si me. Okay. Če hočeš fugo napisati, moraš imeti ogromen... Kaj leva pa desna roka delata pri fugi? Pri fugi leva in desna roka, odvisno koliko glasov ima fuga. Če ima 3 glasove, potem igra v vsakem momentu ena roka 2 melodiji, leva 1. Kako 2 melodiji igraš? Ja, zelo težko je to je najtežje zdaj. A ja, ok. Ja, in tako,
to je zelo kompleksno. Medtem ko sonata je pa tako desna roka melodija, leva roka pa. Sprav, sonata je simpel, če te prav razumem. Mislim, dost simpel. Ampak to je bilo v obdobju baroka. Kaj pa je najbolj simpel? To me pa zdaj zanima. Če je fuga na eni strani spektra, kaj je na drugi strani spektra? Kaj je najbolj simpel? Od glasbenih oblik. Ja. Kaj bi Jure Godler kot človek, ki rekel, da pove, kaj je najbolj simpel? Ja, tisti štanc v diskotekah. Ne rabiš nobene, ki ti računalnik vse naredi. To je najbolj simpel. Ja, okay. Ne rečem, da je to slabo. Ja, ne rečem, da je slabo, je pa simpel. Ne, zdaj povedal en elektronski komad, okay. Ki ga priporočam toplo, da si ljudje poslušajo. Čakaj, tole bo pa... Jean-Michel Jarre. Jean? Michel Jarre. Jaz mislim, da se zdaj spet poslušalci najnih hudo zgražajo, ker ne veš, kdo to je. Seveda, da vem, kdo to je. A ja, ti veš, kdo to je? Ne, zdaj sem ga pogooglal, zato vem. Ja, ker Francos. To je pač začetnik elektronske glasbe. Okay. No, kjer komadje? Kaj iščemo? Neki recent njegovega. On ima več stvari, ki so meni všeč. Ena stvar je Equinox, to je en album, pa Oxygen, to so pa 3 albumi. Ampak recently je pa naredil en tak dosta elektronski album ali neki njegova skladba, ki se imenuje Stardust. In to je zelo lepa elektronika. To je elektronka, ki jo ti poslušaš. Ne, to je elektronka, ki jo jaz poslušam, če mi zapaše. Ampak ni to zdaj moja glasba. Ampak hočem reči, takšne skladbe ne more napisati en, ki je kupil Maca pa Logic. Razumeš, to moraš imeti neko znanje. Moraš pokazati, ne, da si, koliko te ohlačaš dejansko. Kaj imaš danes, koliko te me... Ja, okay. Ja, že jaz to vse zato, da ti lažje razumeš. Razumeš, ker ti vidim, da kurc štekaš. Ja, ne, malo vem o glasbi, no dar, se nekaj pa vem. Malo vem o glasbi, je rekel. Ne, malo me preseneča, da ti kakršnokoli elektronko poslušaš. To moram reči, da sem malo presenečen. Ja, jaz poslušam kakršnokoli glasbo, kjer vidim, da je šel nek trud v njo, pa da ni popoln butl tisti, ki jo je napisal. Ja, se pravi, Post Malone kam spada na temu. Kdo? Kaj te zanima? Kako ne veš, da je Post Malone? To so se že... Malone? Ja, Post Malone. Jaz vem vse o njemu. To, veš kam spada? Ja. V adaktama. Okay. Dajmo to kot prebrano. Okay. Kaj pa vi kaj poslušate? V čem pa vi spite? No, v glavnem, danes pa spet mal čist po nepotrebnem izobraževalna. Ja, čisto. Mislim, da je celo eno vprašanje prišlo, pa te bom zdaj kar vprašal, ker tudi mene zanima v resnici. Kaj si šel ti na zadnje poslušati? Kaj si šel na zadnje poslušati? Kaj si šel na zadnje poslušati? Od glasbe? Ja. Jaz moram reči... Da ni bila klasika. Da ni bila klasika, to mislim. Zdaj sem pa dobil. Ja. Kaj si šel? Jaz sem mogel iti na nek koncert. Ja, na neki si šel, ker ni bila klasika. To je bilo pa Kino Šiška. What? Kdaj? Leta 2007, ko so ga odprli? 2017. Ok. 2018. Si šel na? Mislim, da celo 2017. Ne vem, kaj je bilo, tam sem se dobil z enim dekletom, pa smo šla poslušati nekaj pač, kar je bilo. Ne vem, nek majhen band je bil po moje, ne slovenski. Neki so se mučili tam pa pretegvali z nekimi amplifierji. Tako, I wasn't amused. Ok, ti ni bilo. Ne. Kaj se ti pa Kino Šiška zdela? Kot prostor? Ja. Redo, to sem pa bil zelo impresioniran. Ta prostor mi je pa zelo všeč. Ja, ona katedrala je kar v redu. A ja, ta velika. Ne, to ni bilo v ta veliki dvorani. Ta pa dol je bilo. Ja, mislim, v pritličju. Ja. Ja. Okay. Ena bolj majhna dvoranca, tako. Ja. Mi ni bilo všeč, ker vsi smo stalni. To je neprijazno. Ni salonsko, torej. Ja, ne. Daj mi se sedeti. Če si pripravil mi program, daj da se sedem. A kdo posluša opozovalcev stoje? Vpraš folk. Na chat. A kdo stoji, ko to posluša? A kdo navija? To mo. Opa! Razumeš? Ja, razumem. En je napisal, da ležijo, en je rekel, jaz hodim, tako da če to šteje. Čakaj, a je to možno? Jaz sem vprašal, a kdo posluša opozovalcev stoje, ti si mi pa lihkar v roku 10 sekund povedal 3 odgovore. Ja, ena zaliva rože, teja zaliva rože. A je to možno, da midva nimava nič deleja? Mava delej. Mava delej? Mava delej. Sam manjši je, ker sem neki naštimo tam.
En je rekel pa, da je glih z VC-ja. Klik z VC-ja. Ja. Vidiš, opazovalnica ima tudi odvajajoč efekt. Mislim, da če ima kaj, ima to. Odvajalo je zmer dobrodošlo. Ja. Za vse ljudi, God. ki so zaprti. Zdaj A pa, si bil, da če- je zaprt? Sam še to te vprašam. Mene to vprašaš. Ja. Malkrat. Ne pa je se eno zgodbo povedal. God. Ja. O meni ne, te tok se še nismo zbližali. Hej, folk, poslušajte to. Že je bil enkrat tako zaprt, da smo mogli urgirati. Ne, Ja, hecam se. Jaz pa sem res bil enkrat tako zaprt, da smo mogli urgirati. Okay. In zgodba je pa sledeča. Jaz sem leta 2012 kapitalno spremenil hrano in sem bil vegan nekaj časa. Ampak za razlogom, ker nisem hotel nič obtežujočega jesti. Ne vegan, nisem. Kaj obtožujočega? Kva? Kaj si rekel? Obtežujočega. Obtežujočega. Ja. Okay. Ne, vegetarijanc, ker sem jedel. Ne, nisem bil vegan. Vegetarijanci. Ja, vegetarijanc. Okay. Kaj pa je razlika? Nisem, ne vem, oni so neki mambo jambos. Okay. Glavno- Mi je zdel, da okay. Nisi jedel mesa. Nisem jedel mesa, Okay. jedel sem pa jajca. Okay. Pa še kaj drugega. Zakaj se narobe držiš, to je slišal. grozno. Ja, ne. Saj narobe slišal. Narobe, Narobe šele, ker se ti začel režati. Ne, narobe je, če ti rečeš, da sem jedel jajca, pa še kaj drugega. Ja, meaning? V redu, je nič. Nič. Sorry. Čas je za. Ne, to Ni si pa panike. zdaj, ne, to si pa zdaj ti Sploh ni kriv. panike. To si pa zdaj To. ti kriv. V Jaz redu sem je. popolnoma legitimen in nedolžen, dokler nisi ti to rekel. Ja, Tako sem okay. rekel. To si lahko lažeš do konca življenja. Povej. Nikoli ne bom. Okay. Gej. Nikoli bil, nikoli ne bom. Okay? Zdaj pa naprej. To so ljudje, ki niso to rečejo, ampak okay, povej. Ja. No. Sam da smo to razjasnili, sam da si mi to dal. Bil si Zdaj pa lahko vegetarijanec, stokrat. na eni točki si bil vegetarijanec. Vegetarijanc, tako, nisem jedel. Ja. In kaj se mi je zgodilo? Zgodilo se mi je to, da sem takrat meditiral, takrat, ko sem šel kot ja, takrat, ja. zato sem bil to. Ja. Jaz sem se mogel. Neš, kam je še? Pripravite, jaz se pripravim. Jaz sem kam je smešen. Smešen mi je sam, ker je to tako matter of fact razlaganje. Ja, veš, takrat sem bil vegetarijanec, ker sem šel hošoto. Zdaj razumemo. Valjda. Zmeden. Ja, povej. Jaz se pripravim, redo. če grem Okay. nastopati ali pa sodelovati v neki šoli, v naravi. Okay, in grem. Bil si vegetarijanec. In nisem jedel. In jaz sem videl, da sem venomer bolj zaprt, odkar sem vegetarijanec. Okay. Moja to je prebava- čuden oči. to je zelo kontra, ne čuden. mogel biti kontra. Ampak veliko sem solate jedel, paprike pa tega. In očitno ni veliko odpadkov od teh stvari. Ne? Ja, seveda, da so. No, seveda so, saj to je. Ne, ampak v osnovi ni pa to hrana z ogromno materije. a ne. Ni to, Ja. no, kakorkoli že. In potem je prišlo do tega, da se jaz po en teden nisem bil na WC-ju. In kaj sem jaz takrat rekel? Sem rekel, čak, to je pa zdaj malo. Ampak nisem bil pa nič napihnen, da bi bil. Ali pa otečen. Otečen, ja. Ne, ker jaz, ne vem, ena punca sem enkrat poznal, ki je rekla, ne, ni tako, ne vem, zakaj sem s takim glasom to rekel, se grozen slišal. Samo ti veš. Ja, je rekla, ja, ni zaprta, ampak me se pozna, jaz imam otrdel trebuh, pa črevo, pa to, pa sem pa tipu, pa je bil res. Ja. Pa No, si nisem črevo tipu, od zuni. naprej, prosim. No, Ja, Kako? okay. Jezus. ni. Odzuj, ne. Govorimo, To je pomembno. Anže, pogovarjamo se Kdo na kaj medicinsko. pomisli? Medicinsko, ti Že doktor drugič, Godler. najprej jajca, zdaj pa črevo. Pri obeh stvareh, pri jajcih si imel tičev misl, klepa, da sem prste kamrin. Okay. Zdaj pa Sam dosti. povej. Ja. Okej. Okay. Opa, okay. Nadaljujem. In kaj je bilo? Kaj se je potem zgodilo? Kaj je bilo? Jaz sem rekel, to pa moram jaz zdaj rešiti. In sem dal, da mi prinesejo klistir. Kdo ti, komu, kaj podložnikom, kdo? Asistentu. In so mi prinesli klistir. A to Klemen dejansko prinesel. Ja. Se vprašam, Klemen. In, Jaz Klemena poznam ljudje, tako da to je krujer. in so mi Ja. prinesli klistir. Ali ne vem, če je bil on. Nekdo mi ga je prinesel. Okay. Ne spomnim se. Jaz ga nisem. Ne, si sam rad ti povedal. nisi. Jaz Ne, saj to je bilo nisem leta Kristerjan. 2011. Okay. In jaz sem rekel, ja, neč Jure, namontiraj to. Potem sem pa dal tisti stol, ki je bil na stol narisan, da moraš dati tako infuzijo, a veš, kaj dol visi. Ja. To mi je pisal, da mora viseti, pa sem dal en stol, potem sem pa tisti namontiral, cel ne. Kje, doma? Ja, doma. Okej. In pa tisto cel, pa tisto izotonično, fiziološko raztopino, ja. sem zlil cel liter not, pa sem pa si namontiral, sem se vlegel Všeč mi je, kako hitro si šel, si na Monteru. Okay. na stol, potem sem se pa slegel. Ja, okay.
pač govorim medicinsko, Medicinsko. ne zdaj iz stališča perverzije. Lahko tudi o tem, sem ti zmo... Ja, okay, naprej, ni treba, v redu, medicinsko. In si jaz tisto namontiram in spuščam počasi tisto not, nisem hotel pretirati, da ne bi eksplodiral. Slušaj, da ti povem. Veš, da sem videl Star Treku začela. Ja. Ja. Jaz hočem to povedati zato, da bojo poslušalke in poslušalci to vzeli kot opozorilo, da se tudi njim kaj takšnega ne zgodi. Absolutno. Ne bi vegetarijanci, razen če imate koleriko. Ne, E. coli. Ja, da ne smete mesa. Kaj je tisto, kar ne smeš mesa jesti? A ja, kaj že? Tisto, kar zmeraj po študentskih bolnih. Celiakija, tisti drugo. A to je drugo? A to ni ne, to? tisti je za gluten. A tisti je gluten? Ja, možno. No, pač medicinski. Doktor Godler. Prejmo naprej. Ja. In jaz to dam vase cel liter. In meni so rekli, Jure. Aha, celiakija. Celiakija, ja. Ja, ampak to je gluten, to ni meso. Ja, to je gluten. Ja, ne vem, ok. Naprej. In jaz sem si ti zdal celo not in so mi rekli, a veš, ko si boš to dal not, ne pač sorodniki in vsi, so rekli, moraš pa paziti, ker ti moraš čim dlje notor, da se ti prečisti in to, čim dlje probi not zadržati. Ne, ja. To se zelo napačno sliši. Ne, meni so rekli, čim prej not zadrž. Ne, čim dlje not zadrž. Pol pošel pa na WC in bo šlo vse s tebe ven. Okay. In jaz dam tisto not in se prestavim na fotelj, na kavč in se vležem na hrbet in čakam. In me nič ni tiščal. Mi je bilo, užival sem v bistvu. Yeah. Slišal sem malo. A jaz lahko grem, pa ti to kar razlagaš. Ne, čak, okay. Zdaj prije pa twist. Zdaj bo pa twist. Twist, ok. In po pol ure, jaz rečem, čakaj, zdaj bi pa jaz mogel iti počas. In grem na WC. Ja. In ni šla z mene ven niti kaplja. True story. Niti kaplja vode, ki sem jo dal vase, ni šla ven. In potem je pa moj medicinski začel razmišljati, Jure, saj ti v bistvu nisi bil sploh zaprt. Mar več si bil dehidriran. In to je ta zgodba s klistirjem, zatorej, če ste kdaj zaprti, ni nujno, da ste. Ti zdaj trdiš. Ti zdaj trdiš. Ja? Da si s klisterjem vase spravil liter vode, liter fiziološke raztopine in nič ni šlo ven. Nič ni šlo z mene ven, presežem. Naslednji dan sem lahko šel relativno normalno, pa še to zelo ubogo, bobkasto. Ok, v redu, too much information. Medicinski smo. Ja, zelo medicinski. Tako da, če je kakšen zdravnik, ki to posluša, kaj se je meni takrat dejansko zgodilo? A bomo dobili ta Agatha Christie epilog? Je nač to napište kar na aparatus.si pošiljka opa help, kjer imamo obrazec, če je kakšen doktor. Ja. Lahko pomagate. Tako dehidriran. Jaz ne vem, kaj delam v svojem življenju, če sem čisto iskren. In ko smo pri opa help. Ja, opa help. Ne, kakšen dober segway, naj se tole neha, prosim. Mava, seveda, tako kot sem rekel, aparatus.si, pošiljka opa help, je res obrazec, hvala, da je to vprašanje, zdaj bo tudi šla na to rubriko, ampak dejte še vprašati. Ja, gre na opa help. Mislim, da raba tudi le en prehodni jingle. Ok. Oho pa help. Ok, underwhelming. Ali si ga už zapomnil? Ne, to je sam prehodni jingle. Ja. Oho pa help. To je Dunja glih napisala, a intro imata in mava. V glavnem, hvala vsem za vprašanja, pa dajte jih še dajati, ker res probava, da bo to res rad, kot je bil do zdaj reden del tega podcasta. Rada bi samo nadgradila do te mere, da bi se ukvarjala s konkretnimi primeri. Konkretni primeri. Zakaj? Kaj ti planirajo tudi obiske, recimo presenetimo koga od vaših na domu? Ne. Ja. Ne. Opazovalnica želimo, da postane interaktivna. Konkretno, recimo, babica naša se nas več ne spomni, ali jo lahko pridete zbuditi. Misliš? Ja, to je konkreten primer. Recimo, ali jo lahko pridete zbrihtati. Ok, v glavnem. Mava, danes bova... Naša babica glumi, da so nas ne spomni. Dve vprašanji, enega res hočem prešparati, ko bova imela več opa helpa, ko ne bomo vmes poslušali klisterjev. Oprosto mi je bilo pa zelo smešno. Maja je vprašala, kako nov blog razširiti /pošiljka, z njim doseči več bralcev, pa je napisala, presežem, da je dober. Sprav dober blog ima, kako ga spraviti pred oči
čim več ljudi. Najprej živijo Maja. Papa, help. Okay. Najprej Maja, ti meni povej, o čem pa imaš kaj blog. Ja, ampak ona ti ne more povedati, ker je sama napisala, nič ni napisala. Ja. Recimo, da je dober, valjda je kulinarični ali pa make-up ali pa potovalni. Kaj če je? Spolni. Sprav, okay. Ti imaš Tumblr? Ja. Ne več, na Tumblrju so prepovedali porn. A ja? Ja. Včasih tam so bili te gifi, ne pa vse skakali. Še so odprli, ok. A jaz mislim, da ima to vrsten blog. Pa je vse skakali. Dej sklop ta live, ki to je brez veze. Opa, help. Ok, Maja. Maja, dober blog ima. Dober blog je. Kako razširiti? Jaz imam par idej, ti pa povej, ajde. Jaz mislim, da si ti bolj, jaz sem zelo neaktiven ratu v zadevah, kar se tiče interneta. Moram reči, da spremljam mogoče zdaljave mal, kaj prihaja novo. Vem, da prihajajo novi telefoni, kar se tiče socialnih mrež, ne vem. Družabnih omrežij, misliš? Družabnih omrežij. Sej, mislim, blog je verjetno mora biti nekaj hostana, ne? Ja. Zdaj tako, na televiziji je pol minute oglasa, koliko prime time? Ne vem. Da si ga recimo, če zbere sponzorjev dovolj, da si lahko privošči recimo med prime timeom kakšen oglas, po mojem bi to pomagal, da čim več. Pa da ima dober naslov. Sprav, tvoj nasvet je nekomu, ki hoče svojo spletno stran naširiti, da oglas v prime time na TV. Ja. Ti si res. No, čakaj, pa Maja, zelo pomembno je, da... Kaj pa mali oglas v časopisu? Ne, to je bedasto. Ne, to je pa neumen. Ne, a zgledu Mad Men, kaj ti rabiš? Ti rabiš eno stran, ki jo lahko poveš v 3 zlogih. To se strinjam drugače. Domena mora biti taka, da jo lahko poveš... Sex.com. Naprimer z glave. Ta je zasedena. Si ziher? Ja. Ko pa je na sex.com? Ne bom šel googlati tega. Kaj pa če vse skače? Kaj pa če so v tem še eno gifi? Ja, ampak kaj je sam problem s to teorijo, ker rečeš Mad Meni, ne? Mad Meni so se dogajali v 60-ih več. To je treba vzeti v obzir. Ja. Marsikaj je treba, tako kot je treba Iana Fleminga vzeti v obzir. V obzir, ja. Kontekst je važen. V kontekst, ker jaz berem, enkrat sem na Goodreads. Tak stran mi je zelo všeč. Goodreads, ja. Uporabljate kaj Goodreads? Vi, poslušalke. Všeč mi je pri tej strani, ker lahko mnenja ljudi, kaj si mislijo, nekako imaš, je kar nekaj interaktivno. Ja. Ne? Kaj ima to veze zdaj s tem blogom od Maje? Ne vem. Okay. Hočem reči, ja, kako so ljudje, recimo, kako so prizadeti zaradi Iana Flemingovih romanov. Kam si ti izbral? Mi da opa help delava, kako razširiti. Ker ne razume konteksta. To je apropo. Kako pa ne ona ljudem razloži kontekst? Najprej rabi stran. A ti lahko, če imaš stran, recimo, če ti nekdo hosta domeno. Ona že ima stran. Že ima. Ona ima blog. Pa lahko to vidimo. Ne, ker ni dala linka. Ja, to je res. Ja, okay. Maja, dej link, pa Maja, se vrnemo. Pa se vrnemo k tebi, pa ti bomo zrihtali glas. Ne bomo. Moj nasvet, če ga lahko dam, kako si razširiti, kako razširiti, je pa dejansko, da narediš kako bi rekel, da narediš intervju z nekom, ne, ga daš gor, z nekom, ki že ima publiko, če ti reče ja. A to so ti forice. To je, ne. Zato rubežnik. Zato, ja. Okay. Ja, zato rubežnik stvar dela. Ja, rubežnik. Sem vedel, da je neka fora. Ne. Od prvega. Jaz še bi imel blog. Živo Godler, da bi ti prišel k meni stvar. V glavnem. Ja. Če imaš blog, pa ga delaš ne vem, o potovanjih, ne, pač narediš intervju z nekom, ki to dela, pa mogoče pri sebi objav, pa pol mogoče kdo tako zvezate. Naprimer, kdo bi to lahko bil? A ki ful potuje? Ja, ti moraš vedeti, moraš povedati zdaj, kdo bi bil. Ja, Jure Godler veliko potuje. Ja, nisem zdaj popotnik do te mere. Ja, do te mere, ja. Kdo pa je popotnik res? Koga bi dala kot popotnika? Arne. Kdo je Arne? Tvoj kolega Arne. Arne Hodali. Ja, Hodali. Ne vem, pa moč pa reči. Ja, jaz poznam več Arnetov. Dunja pravi, dobiti moraš influencerja, torej, da ti naredi reklamo. Pa ne, da influencerja, to je tako, to je preveč poceni. Sam pravim, da
če delaš na nekem področju neki, pa prvabaš ljudi, ki na istem področju nekaj drugega delajo, da se to malo, veš, da je malo tega cross-promotion, to se splača. Še en je napisal, da jaz to delam z aparatusom. Načeloma res aparatus je samo intervjuji, veš, ne delam jaz. A to so zdaj iz prve roke odzivi? Iz prve roke odzivi. Pa Mojca Mavec je Meta predlagala, evo, Mojca Mavec veliko potuje. Mojca Mavec veliko potuje, to je dejstvo. Ja. In Dunja ima prav mreženje. Z mreženjem dosežeš ljudi tudi na internetu. Samo da je internetno mreženje. Ja, mislim, če imaš pa blog, na katerem vse skače, pa ne rabiš. Okay. V glavnem to mislim, da je super. Prosim, če... Zato Maja, upam, da če imaš vsaj tak blog, ti bo lažje. Ja, pa help. Pa Maja, daj nama link v obrazec, pa mogoče lahko cenva blog. Je res. Ja, to je bilo super, dajte konkretne primere, je res. Pogledava, ocenila, evo, in tako bo, ker ga bo dala, in da ga bo ocenila, bo več ljudi izvedel za njega. Tako. Saj teh 7 folka, ki tole posluša. Ja. Okay. Upam sam, da ni o kakšnih nezanimivih stvareh. Ker so tudi takšni blogi, ne? So, v glavnem. A povej admin? Lahko je blog. Ta podcast je zastonj, ne? Zdaj, komu še to ni jasno, ne? Kdo se še ni zgražil nad tem? Ne plača. Pod pripika.si. Res je. Jaz bom zdaj počas rekel adijo in Jure bo tudi rekel adijo, tako da Jure reče adijo. Jejte meso.